Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, prav lepo pozdravljeni. V današnji oddaji Spoznajmo jih gostimo profesorja doktorja Danila Zavrtanika, direktorja Politehnike. Doktor Zavrtanik, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Vsi vas poznajo kot predsednika Politehnike, verjetno pa nas manj ve, kakšen je vaš osnovni poklic, kakšna je vaša izobrazba? Jaz sem po poklicu doktor fizike, se pravi raziskovalec. Moja, če rečem, področje, specialnost je fizika osnovnih delcev in v zadnjem času tudi kozmologija. Skratka, pojavi, ki so nastajali v samem začetku, takoj po nastanku vesolja in so seveda posledično vplivali na to, kar danes vidimo in v ta prostor, v katerem danes živimo. No, zelo zanimiva zanimanja. Ali to pomeni, da ste se že kot mlad, kot otrok, recimo osnovna šola, srednja šola, zanimal predvsem za fiziko, matematiko, kemijo, te predmete? Ja, mislim, da sem imel več talenta za te naravoslovne predmete. Posebej v srednji šoli so me zanimale bolj stvari iz naravoslovja. Fizika mi je bila zmeraj pri srcu, tudi kemija, biologija. Tako da niti ni bil slučaj, da sem se odločil takrat za ta študij. Pa tudi prej, kot zanimivost lahko povem, da smo mislim, da v drugem razredu osnovne šole, takrat sem še tukaj v Solkanu hodil v osnovno šolo, smo pisali prosti spis, kaj bom, ko bom velik. In če me vprašate danes, zakaj, ne vem, ampak takrat sem zapisal, da želim biti fizik, čeprav najbrž pri svojih 8 letih nisem niti vedel, kaj poklic znanstvenika, fizika pomeni. Niste vedel ali ste že fantaziral o tem, da bi raziskoval na tem področju? Se pravi, težko rečem. Zdaj tudi se ne spomnim. Očitno nekaj je bilo na tem, ne? Nekaj je bilo, da so me verjetno te stvari fascinirale. Takrat se je veliko govorilo o fiziki kot moderni disciplini, ki je se širila tudi na tehnična področja. Veliko govora je bilo o nuklearni energiji v dobrem in slabem smislu. To so bila leta, ko so bili jedrski poskusi na dnevnem redu. Najbrž je to tudi na nas otroke vplivalo. In pa tudi tehnološki razvoj, za katerem je vse takrat kot ena bazična znanost stala fizika. Najbrž nas je to otroke fasciniralo, čeprav vsega tega nismo niti približno razumeli, ampak neke sorte fascinacija in občutek, da bi, tudi že kot otrok občutek, da bi rad v tej zgodbi, v tem cirkusu, v tem, mislim, znanstvenem cirkusu sodeloval. Jaz si tako predstavljam, ker se pravi, močno dvomim, da bi pri 7-8 letih vedel, kaj pomeni poklic znanstvenika ali fizika. No, ampak za srednjo šolo, ko je padla ta odločitev, se pa verjetno spominjate, zakaj, ne? Za študij fizike. Mislim, to je bilo tako naravno, da sploh nisem o alternativah razmišljal. Meni je bila to me je toliko prevzelo, naravoslovje, posebej fizika, da nisem kaj dosti razglabljal. Pravzaprav, če me ne bi na fiziko sprejeli, sploh nisem imel rezervne variante. To niso bili časi kot danes, ko morajo, jaz pravim, ubogi maturantje napisati svojo prvo, drugo pa tretjo željo. To so bili še časi, ko smo prosto izbirali in odločali, kaj bomo študirali. Danes je, ampak najbrž to ni tema, ampak drugače bi lahko eno dolgo kritiko na to temo vpisovanja mladih na univerzo povedala. Ali to pomeni potem, da ste v srednji šoli že delal kakšne posebne poizkuse, da ste se posebno posvetil fiziki? Ma nekaj posebnega, razen to, kar smo pač počeli v šoli. Mene so, dobro, imel sem tudi zelo dobre učitelje fizike, ki so nas znali za to navdušiti. Tako da bolj ali manj smo sodelovali pri tem, kar je bilo dela v gimnaziji. Pa tako amatersko me je malo zanimala astronomija, sem se malo tudi s tem bolj amatersko ukvarjal. Ampak kot sem rekel, to ni bila neka posebna odločitev. Pot je bila bolj ali manj jasna, da bo šlo v to smer.
No, mi v Novi Gorici smo vas začeli spoznavati pred 10 leti, ko ste prišel na Politehniko. Sedaj ste pa omenil, da ste osnovno šolo obiskoval v Solkanu. To pomeni, da ste domačin, ne? Seveda sem domačin. Rojen sem najbrž že v Novi Gorici, ne? Na Prvomajski 1. Potem sem pa celo otroštvo preživel v Solkanu, tam obiskoval tudi osnovno šolo. Tako da najbrž me ljudje zdaj, ste rekla, pred 10 leti sem se vrnil, ponovno odkrivajo, ampak jaz sem tukaj že bil, ne, in se vedno počutil kot Primorca. V zadnje letnike osnovne šole sem opravil v Ajdovščini, pač, ker smo se preselili z družino takrat. Tudi gimnazijo sem tam končal in šele potem po gimnaziji sem se dejansko odselil z Primorske za kar eno dolgo obdobje in se potem pred 10 leti ponovno vrnil. No, potem ste študiral fiziko, to, kar je bila edino vaša želja, ne? In potem predvidevam, da ste se po študiju takoj zaposlil in potem nadaljeval študij, ne? Ja, seveda, jaz sem po končanem tem študiju fizike takrat dobil službo na Inštitutu Jožef Štefan kot mlad diplomirani fizik in seveda, ko pridete v tako inštitucijo, je popolnoma jasno, da ne ostanete na izobrazbi inženirja, ampak da je treba takoj začeti z podiplomskim izobraževanjem, se pravi, v tistih časih je to šlo še po starem, je treba najprej narediti magisterij, potem doktorat, danes se da priti direktno do doktorata, smo te stvari modernizirali. No in moje prvo delo na inštitutu pravzaprav ni bilo z tega področja, ki ga delam danes, ampak sem začel delo na jedrski fiziki, predvsem na področju meritev zelo nizkih aktivnosti oziroma radioaktivnosti v okolju in razvoj teh tovrstnih detektorjev in metod. To je trajalo nekaj let, takrat je bilo to kar lep del inštituta usmerjen v to dejavnost, to je bilo obdobje, ko smo gradili nuklearno elektrarno Krško. A to pomeni, da ste šel po terenu in ste merili to radioaktivnost? Nekaj sem hodil tudi po terenu, ampak jaz sem bolj bil kot fizik, teren smo prepuščali bolj kemikom, ne. Kot fizik sem bil bolj zadolžen za razvoj naprav, detektorjev, ki so sposobni meriti nizke nivoje radioaktivnosti v okolju. To je bilo takrat zelo, bom rekel, področje če tako rečemo. Smo bili v času gradnje jedrske elektrarne Krško in seveda je bilo treba vzporedno, elektrarna in tehnologija je bila ameriška, vendar je bilo treba vzporedno razviti v Sloveniji znanje, ki je potem vsa ta leta obratovanja lahko podpiralo delovanje, obratovanje elektrarne, skrb za čisto okolje, tudi skrb za nove tehnične rešitve, vzdrževanje elektrarne in tako naprej. Takrat smo se skratka vsi skupaj v Sloveniji, oziroma bolje rečeno takrat v Jugoslaviji, ker te raziskave so potekale tudi drugje, predvsem v Zagrebu, deloma tudi v Beogradu, učili teh jedrskih tehnik, ki so potrebne za mirno uporabo jedrske energije. Me zanima, če se spominjate, mogoče ta radioaktivnost, če govorimo za naš prostor, se verjetno spreminja, ne? To se precej spreminja. Veste, mi smo... Kako je to pri nas, recimo, v Sloveniji, v našem prostoru? Mislim, nivoji radioaktivnosti danes v okolju so bistveno nižji, kot so bili v tistih letih. Ali pa, če hočete, v letih, ko sem bil jaz otrok, se pravi v 60-ih letih. Kako smo pa to dosegli? Zelo preprosto, tako da smo prepričali, da velike naj ne pokajo jedrskih bomb v zraku. Se pravi, vsi poskusi jedrski v 50-ih in 60-ih letih so bili narejeni večinoma v zraku in seveda pri taki eksploziji se v radioaktivnem oblaku dvignejo tako primarna radiacija kot tudi aktivirana radiacija, recimo
zemlja, aerosoli, to se vse aktivira. No, pa te jedrski poskusi niso bili v naši bližini. Kako potem to vpliva na... To imate globalen, to se dvigne, temperatura je visoka, oblak se dvigne visoko v atmosfero, zaide v atmosferi v vetrove in se to razširi po celi zemlji. In zanimivo je še to, da se zaradi vetrov v višini radioaktivnost začne nabirati, najbolj se nabira na območju 45 stopinj, severno in južno. Seveda, severno v glavnem, zato ker so vse bombe pokali na severni polobli in to se počasi potem kot fallout useda in to smo mi vse pojedli. Ne? To pomeni, če so v Ameriki naredili jedrski poskus, je vplivalo to tudi na malo Slovenijo? Ja, gledajte, mi smo v 70-ih letih, takrat, ko je Zahod že nehal z jedrskimi poskusi v zraku, takrat so jih začeli Kitajci, smo imeli metode tako izdelane, da smo znali iz vremenskih podatkov in usada iz atmosfere določiti, da so Kitajci bombo razstrelili. Prve kitajske bombe so bile zelo zanimive, ker so bile dosti primitivno narejene v smislu tehnologije. Pri atomski bombi morate, ko se jedrska reakcija sproži, nekaj časa zadržati bombo skupaj. Ne smete pustiti, da prehitro poči. Morate nekaj časa držati skupaj, potem mora pa početi, da je učinek najboljši. Če poči prehitro, niste vsega urana, če tako rečem, skurli, ni ves razpadel in je tudi učinek bombe manjši. Moč sproščena je bistveno manjša. In to se je Kitajcem dogajalo, tako da so v zrak potem odleteli celi kosi urana in to se je recimo na reaktorskem centru v Brinju pri Ljubljani smo enostavno te stvari merili, ko so padale in to ste imeli mikronsko velike kose dejansko urana, ki je padal z neba. Pa ne tle v Sloveniji? Seveda, ja. Nemogoče. Tako da zdaj, ko se pogovarjate o teh nivojih radioaktivnosti, ki so danes, ki nastajajo kot posledica mirne uporabe jedrske energije, mislim, jaz, ki sem doživel druge čase, se mi zdi smešno, o čem danes debatiramo. Čeprav seveda je prav, da se o tem razpravlja, mirnodobna uporaba jedrske energije mora biti taka, da nima škodljivih vplivov na človeka in to, kar se je v svetu zgodilo v zadnjih 20 letih, je ravno to, da so te jedrske elektrarne dejansko varne do te mere, da nimajo škodljivih vplivov pri normalnem obratovanju in da so tudi zelo varne v smislu tega, da se možnosti, da se lahko z jedrsko elektrarno kaj zgodi. Tako da, če bi mene vprašali, kako rešiti energetski problem v Sloveniji, bi rekel, še eno jedrsko elektrarno naredimo, pa je mir, pa bomo ohranili vse lepe alpske doline, ki jih drugače zalivamo z vodo in tako naprej. No, pomembne informacije, še bi se lahko pogovarjala o tem. Vendar bova šla naprej po vaši življenjski poti in sicer vem, da ste bili potem eno obdobje tudi direktor te ustanove Jožeta Štefana in pa tudi v Ženevi ste bil kot raziskovalec. Zdaj po kakšnem zaporedju mi boste pomagal? Ja, jaz sem pač, ko sem prišel na inštitut kot raziskovalec, sem to začel, potem je pa to postalo malo dolgočasno, pač za moj okus prevelika rutina in sem iskal možnosti, da bi se vključil v raziskave fizike osnovnih delcev, ki so bile takrat, v tistih časih je bila to pravzaprav top svetovna tema v fiziki, se pravi raziskovati eksperimentalno, raziskovati pogoje, v katerih je nastalo vesolje. Imel sem to srečo, da sem dobil mentorja, profesor Kernela, ki je se ravno takrat vračal iz tujine in navezal stike v Evropskem centru za fiziko osnovnih delcev, tako da smo se lahko z eno majhno ekipo takrat, mladih ljudi, razen njega, ki je bil, če danes rečem, senior raziskovalec, vsi ostali smo bili študenti podiplomski, smo se vključili v te raziskave. To je bil takrat najmodernejši, ne evropski, ampak svetovni center za fiziko osnovnih delcev. In tako se je ta moja kariera tam začela, iz tega sem potem tudi magistriral, doktoriral.
praktično od leta 1978 naprej vsako leto preživel tako 4 do 6 mesecev doma, oziroma 4 do 6 mesecev v Ženevi, preostanek leta pa doma, tako da smo se doma počasi navajali živeti tako, bom rekel, na pol skupaj. Ja. Kakšne so bile vaše izkušnje, če ste takrat odhajali v Ženevo pa se vračal na Inštitut Jožeta Štefana? Kako smo bili pri nas, v kakšnem nivoju so bile naše raziskave, naše znanje? Glejte, slovensko znanje je bilo kvalitetno. Mogoče smo imeli doma malo manjše, sigurno smo imeli manjše eksperimentalne možnosti. Eksperimentalna oprema je bila draga, je še danes draga in seveda smo si lahko privoščili v Sloveniji toliko, kolikor smo si lahko. Medtem, če pa gledam v smislu znanja tega, kaj so naši profesori znali in kaj so nam lahko prenesli takrat, je bilo to naravnost fenomenalno. Mislim, ko sem prišel v en evropski center, v eno inštitucijo, ki je bila svetovno priznana, seveda na začetku je bilo malo treme, kaj zdaj mi bogi iz Jugoslavije prihajamo tja, Bog ve, kaj ti ljudje zunaj znajo, ker mi ne znamo. Ampak se je dejansko skazalo, da nimamo čisto nobenega pomanjkanja znanja. Mi smo praktično v mesecu dveh ugotovili, da smo enakovreden partner, da so nas sprejeli medse, da znamo ravno toliko, kot znajo oni in da pravzaprav ne znamo tudi toliko, kolikor oni ne znajo in da moramo skupaj pogledati, kaj lahko naredimo, da se bomo te stvari naučili, spoznali in tako naprej. Tako da presenetljivo je bilo to, da je bilo naravoslovno znanje v Sloveniji nekako na svetovnem vrhu, govorim zdaj o posameznikih. Ker ljudje, Jugoslavija je le bila odprta, to treba priznati, čeprav danes lahko govorimo eno drugo, malo prilagajamo stvari, kot nam kakšen dan paše, ampak Jugoslavija je bila odprta, jugoslovanski znanstveniki smo prosto hodili po svetu. In to se je seveda zelo poznalo in mi, ki smo se takrat učili, smo imeli najbolj moderno znanje in tisti, ki ga je hotel nadgraditi, je to naredil brez kakršnih koli težav. No, in koliko let ste bil pa potem direktor, ste vodil ta Inštitut Jožeta Štefana? Ja, jaz sem v katerem obdobju? Jaz sem se vračal, jaz sem potem leta 85, oziroma mislim, da je bilo konc 85, začetek 86, odšel v Ženevo za eno daljše obdobje. Takrat so me pač tam... Celo selil z družino? Ja, takrat sem dobil tam pozicijo raziskovalno v Ženevi in sem ostal gor do leta 91 in sem se leta 91 po osamosvojitvi Slovenije sem se vrnil nazaj v Slovenijo in takrat dobil ponudbo takratne prve nove slovenske vlade, da prevzamem Inštitut Jožef Štefan kot direktor. Ampak kakšen je razlog, da se nekdo iz tujine, sicer Švica ni daleč, ampak iz tujine za ene dobre pozicije, delal ste to, kar ste si želel delati, potem vrne v domovino? Ali je to delo razlog, ali je to domotožje? Ne, domotožje gotovo ni. Z domotožjem sem opravil že prej, ker drugače bi se najbrž po enem letu vrnili. Domotožje, če vas zgrabi, sicer jaz imam občutek, da so malo bolj ciganske narave, mene domotožje praktično ga nimam. Jaz brez težav delam in živim v okolju, ki mi daje možnosti, da pač tisto, kar želim narediti, naredim. Zdaj lahko je to v Sloveniji, lahko je to kje v Evropi, v tujini ali pa v Južni Ameriki. Ampak to je velika odločitev tudi za družino, glede na to, da so bili tudi otroci tam, so hodili verjetno v mednarodno šolo, predvidevam. Ja, moj sin je končal tam gimnazijo in to je bilo ravno obdobje, na več koncih bi rekel prelomno. Eno je bilo to, da je on tam šolo končal in da si je želel nadaljevati študij v Sloveniji, čeprav smo ga prepričevali, da mogoče je boljše, če bi to delal zunaj. Slovenija je nastala tako, malo je bilo tudi te euforije, to je treba povedati.
oziroma eno veliko pričakovanje, nova država, eno veliko pričakovanje, da je pa zdaj to eno obdobje, ko lahko začnemo delati drugače. Sej pol kasneje v 90-ih letih v drugi polovici je prišlo tudi razočaranje, da smo ta začetni potencial, ki bi ga lahko izkoristili, zelo slabo izkoristili. Tako je. Se v glavnem ukvarjali samo s sabo, notranje prepirali, vlekli na dan polpreteklo in preteklo zgodovino in s tem zgubljali in s tem popolnoma zgubili ta potencial, ki ga ima nova družba, nova država, ko nastane. Veste, ko takrat lahko naredite spremembe, velike spremembe, brez kakšnega hudega upiranja, ker ljudje itak pričakujejo spremembe. Tako. No, in ta moment se je v Sloveniji izgubil, meni je zelo žal. Jaz sem zelo jezen na politike, ki so spregledali ta trenutek in to možnost in ta potencial in so pravzaprav zadnjih 13 let dosti jalovo porabili. Ja, vsi lahko obžalujemo, ker je razvoj nekako zastal. No, do 94. leta ste bil direktor. 96. Do 96. Ja. In tam se je pravzaprav porajala ideja o neki novi izobraževalni inštituciji, ne? Ja, to je zanimivo, ne, da ideja Politehnike ni nastala v Novi Gorici, tako kot najbrž večina poslušalcev in gledalcev misli, ne? Ja. Ampak je nastala na Inštitutu Jožef Štefan. To je bilo eno zanimivo obdobje, tam jaz sem bil direktor od 92. do 96. mandat, ko smo inštitut prestrukturirali, smo tudi zmanjšali število zaposlenih za 300, z 1000 na 700 in seveda iskali tudi poti, kako naprej, kako prilagoditi ta inštitut na nove razmere. Ker smo vsi pričakovali, da to bodo nove razmere. Ne? Slovenija je postala samostojna, Slovenija je spremenila politični sistem in v takem političnem sistemu ni imuna nobena inštitucija. Vsi se morate prilagoditi na nove pogoje dela, življenja in tako naprej. No in eden od teh vizij za naprej, kako razviti inštitut, je bilo tudi decentralizacija raziskovalne dejavnosti, se pravi poskušati odpreti laboratorije po regijah, ne? Približati znanje, ki je bilo ozko centralizirano v Ljubljani na Viču, ne? Regionalnim okoljem, kjer je industrija, kjer so tudi potrebe po tem znanju. No in drugi del je bil pa vezan na inštitut sam in to je bila pa odločitev, da se inštitut vključi v visokošolsko izobraževanje. To je bila na začetku leta 92-93 zelo lunatična ideja, ne, da smo si na jasnem, ker niti po takratnem zakonu to ni bilo mogoče. Te stvari so bile dobro razdeljene, tako, bom rekel, če se malo pohecam, po socialistično razpredalčkane, ne, ti smeš to, ti smeš to, ti smeš to, Bog ne dej, da se to kaj premeša. No in, ampak mi smo to idejo začeli gojiti na inštitutu, pripravljala se je sprememba visokošolske zakonodaje in 94. leta se je zakonodaja tako spremenila, da je pustila odprta vrata za ustanavljanje visokošolskih inštitucij, ki niso univerze, ampak so nekaj manjšega, ne, tako počasi so se odškrtala ta vrata, ne, so pa lahko nedržavne. Ne, to je 94. nastalo. Ne, včasih se danes čudimo, da je Politehnika nedržavna, ne, ampak to je zdaj že 11 let stara zgodba, mislim, to je bilo 94. leta dovoljeno. Ne. Meni je to zanimivo, kako počasi spremembe prihajajo v glave ljudi. Ne. No, se je še nekaj teh izobraževalnih ustanov. Ja, danes jih je v Sloveniji 10-11. Ampak kakšne dve so celo starejši od vas, ne? Seveda, mi smo nastali 95. Mislim, nekateri pa že 94. Inštitut za humanistične študije v Ljubljani, pa mislim, da tudi Visoka šola za upravljanje management v Portorožu je nastal malo prej. No, ampak če se vrnem, ne, in to je bila odločitev, da inštitut tudi gre v visokošolsko izobraževanje in inštitut je zanimala predvsem podiplomska šola. Ne, kar je logično, kot velika raziskovalna inštitucija, imaš v laboratorijih itak mlade ljudi, ki delajo doktorate in delajo raziskovalno in bi bilo nekako normalno, da se to tudi formalizira. Zdaj, ocena je bila,
da mogoče Ljubljana ni najbolj primerno mesto, ne, ker nas bo okolica dušila. Smo rekli, pejmo v regije. Maribor je bil pokrit, Štajerska se nam je zdela pokrita, ker ima svojo univerzo. Kranj je tudi imel takrat svojo fakulteto in je tudi relativno blizu Ljubljane. Tako da so nam ostale 3 kraji. To je bilo Novo mesto, Južna Primorska, Severna Primorska, se pravi Koper, Nova Gorica. In ker nas je bilo v tem timu, ko smo to sestavljali, kar nekaj Primorcev z mano na čelu in nobenega Dolenca, smo se odločili za vrstni red, da gremo najprej v Koper, v Novo Gorico, pa potem v Novo mesto, pa vidimo, kje je zadeva najbolj optimalna. No in ker letos praznujemo 10. obletnico, najbrž ni narobe, če že povemo kakšno polpreteklo zgodovinsko dejstvo, ne. Jaz te stvari nisem pripovedoval, ampak najbrž je zdaj res čas, da lahko tudi to rečemo. Smo šli najprej v Koper in smo bili zelo hladno sprejeti. Sem bil takrat zelo presenečen, da v eno mesto prihaja delegacija z najeminentnejšega in največjega slovenskega inštituta in napovedana in župan ni imel niti pol ure časa, da bi se z nami srečal. Tako smo šli dosti razočarani iz Kopra domov. Se odpravili v Novo Gorico, tukaj nas je župan sprejel, takrat je bil župan Črtomir Špacapan. Mi smo mu začeli to zgodbo razlagati in se še zdaj spominjam, najbrž smo razlagali tako znanstveno, malo preveč komplicirano, kaj želimo narediti. In nekje po ene pol ure, mislim, da slabe pol ure, nas je župan ustavil in je rekel, veste kaj, jaz prav vseh teh vaših detajlov ne razumem, kaj vi hočete imeti, ampak ideja se mi zdi dobra in Gorici to naredite, ne. Pa smo mi hoteli še nekaj, preden smo šli, pa premislite še malo. Rekel, ne, nič premišljati, pa tudi vi nikamor ne več iti, to zadevo naredite v Gorici. In tako je pravzaprav prišlo do odločitve, da je Nova Gorica dobila visoko šolstvo, ne. Če zdaj gledate nazaj, ne, je pravzaprav neke sorte splet okoliščin. Politika ene inštitucije v Ljubljani, ki je hotela iz svojih razlogov se razširiti po Sloveniji, in pa potem ena, bom rekel, tako, lahko rečete, vizionarska odločitev župana. Ne, fajn, super, tukaj naredite, ne. To je tisto, kar, če danes gledam, ne, to je tisto, kar bi si človek želel, to je tisto, kar daje napredek, ne. To je zame, jaz dostikrat rečem, Amerika, ne. Ti prepričaš, če ga prepričaš človeka, ga prepričaš v 15 minutah do pol ure. In takrat mora pasti odločitev. In če ti delaš sestanke, seje, ponovne sestanke, pišeš strategije, je zelo visoka verjetnost, če ne 100%, da z tega projekta ne bo nič. No, ta odločitev je bila zelo pomembna, saj Gorica počasi postaja študentsko mesto, ne? Ja, danes, ko gledamo čez 10 let, seveda je zgodba popolnoma drugačna. Je treba tudi povedati, da mi na začetku nismo načrtovali tega, kar imamo danes. Mi smo načrtovali podiplomsko šolo, mednarodno, to nam je uspelo narediti 95. leta, začeli smo z področjem okolja, imeli smo načrte tudi, kam naprej širiti na podiplomskem nivoju, o dodiplomskem študiju ni razmišljal nihče. To se je zgodilo malo kasneje in sicer Politehnika, jaz sem končal mandat na Inštitutu Jožef Štefan 96. leta in sem se takrat odločil, da to, če rečemo, tega novorojenčka, prevzamemo in poskušamo malo dati malo impulza, malo hitrejšega razvoja. Sreča je bila, da sem takrat uspel dobiti nekaj izvrstnih ljudi, Mladen Franko, Gvido Bratina, Iztok Arčon, to so vse ljudje, ki so se nam takrat začeli pridruževati. Seveda kasneje še drugi, danes je zaposlenih 70 ljudi, ne. Ampak to so bili vsi ambiciozni mladi znanstveniki, ki so si želeli na eni strani lastnega raziskovalnega področja, narediti laboratorij in po drugi strani razviti nek študijski program,
In tako je nekako spontano nastala želja v hiši, da se razvijemo. In takrat je profesor Bizjak, ki ni bil pri nas na Politehniki, ampak je bil zaposlen na Univerzi v Ljubljani, vendar ga poznate, ne? On je Novogoričan iz Solkana, prišel z idejo, da bi naredili prvi dodiplomski študijski program. To je bil, če zdaj na kratko rečem, ker smo ga ravno predelali, program gospodarskega inženiringa. No in takrat, ker je bilo že v hiši zrelo, ne, da želimo iti na dodiplomski študij, smo to idejo zagrabili, ta program skupaj pripravili in pognali. In potem je šlo lažje, ne? Potem se je ta koncept, veste, ko prebijete, ne? Potem... Tako da od tam naprej, ne, smo mi praktično vsako leto nekaj dodali. No, koliko študentov letno se izobražuje pri vas? Številke so relativno nizke za razmere v Sloveniji. Razlog je v tem, ker mi ne želimo biti masovna univerza. Masovna univerza v Sloveniji obstaja ena, če ne dve, mislim, da je tudi mariborska prevelika za to, kar ponuja. In smo se rajše odločili za sistem biti šola z malo študenti, ki je pa zaradi tega študentov, če tako rečem, bolj prijazna, omogoča boljši stik z profesorji in s tem tudi večate kvaliteto izobraževalnega procesa in tega, kar študenti dobijo. Tako da mi tipično na programe upisujemo 40 do 60, imamo omejeno, ne? Recimo okolje ima 40, gospodarski inženiring ima 60, na dodiplomskem nivoju, na podiplomskem pa do 20. To se je izkazalo, da je zelo dobro, tako da ta številka študentov celotna počasi raste. Mi smo zdaj letos v tem študijskem letu bili nekje okrog 600 do 650. Zdaj odpiramo jeseni nove programe, tako da računamo, da nas bo enih 800, recimo okrog 800. Potem se bojo tile trije programi naslednja 3-4 leta polnili, ne? Tako da če nič ne naredimo, bi nas moralo biti čez 3 leta tam nekje okrog 1000, kar je pa že lepa številka za tako mesto, kot je Nova Gorica, z nič tradicije na področju visokega šolstva in tudi pred 10 leti z natančno nič infrastrukture za visoko šolstvo, ne? In to so stvari, ki morajo iti vzporedno, ko tak velik projekt teče. No, sej, v Novi Gorici se pa že nekaj let pojavlja tudi ideja o Evropski univerzi. Glede na to, da imate vi predavatelje iz skoraj vseh kontinentov, ne, bi lahko govorili že o neki mednarodni šoli, o eni evropski bodoči univerzi, ne? Glejte, jaz sem s tem projektom, tako bom rekel, bolj seznanjen, ne zelo v globino, tako da težko komentiram podrobnosti. In tudi ne vem, kaj so predlagatelji natančno mislili pod Evropsko univerzo. Jaz si pod to lahko predstavljam dve stvari. Eno je, da si ti kot inštitucija sicer nacionalno ustanovljen po nacionalnih zakonih, se pravi po slovenskem zakonu, ampak si po dejavnosti evropski. To pomeni, da v svoje vrste privabljaš tako profesorje iz Evrope ali pa celo širše, kot tudi študente iz Evrope in širše. Se pravi, si po dejavnosti evropski, ne? Ali svetovni ali mednarodni, kakorkoli hočete temu reči. To vi že realizirate, to ne? Mi že delamo, Študentje in profesorji so iz različnih držav, na podiplomskem študiju imamo še zmeraj in želimo to tudi obdržati. 75 3/4 profesorjev prihaja iz tujine. In smo na to zelo ponosni in mislim, da so tudi študenti na podiplomskem študiju zelo zadovoljni, da dobijo to širino, znanje, po eni strani strokovno znanje, včasih tudi na višjem nivoju, kot bi ga lahko dobili doma, ker veste, si ne smemo delati utvar, da imamo v Sloveniji za vsa področja najboljše strokovnjake. Ne? Tako kot nimamo najboljših nogometašov, ne? Tako nimamo najboljših tudi znanstvenikov, tukaj smo pač omejeni z slovensko majhnostjo, z 2 milijoni človeškega potencijala.
Tako da to je ena zelo dobra izkušnja, ta mednarodna odprtost, in jo bomo držali naprej in imamo tudi strateško odločitev, da podiplomski študij ne spustimo na nivo, da bi vse te tujce zamenjali z domačimi, tudi ko se bodo strokovnjaki pojavili, ravno zaradi tega, da se ta odprtost, mednarodnost inštitucije ohrani. Če se vrnemo na Evropsko univerzo, se pravi, to bi bil en vidik, lahko. Drugi vidik je pa ta, da vi dejansko dobite Evropsko inštitucijo. Ampak to pomeni, da bi moral nekdo v Bruslju se odločiti, da bo šel v ustanavljanje tako imenovanih evropskih univerz, se pravi univerze, ki bodo po jurisdikciji sodile pod bruselsko oblast, ki bodo imele tudi, bojo nekam pač locirane, recimo lahko bi bila to Nova Gorica, locirate tukaj, ampak taka inštitucija ima običajno, tipično zunaj, mednarodni značaj, ne zapade pod slovensko zakonodajo, morate ji dati celo status tak, kot ga imajo ambasade, se pravi ekstrateritorialen status. Meni se zdi to izjemno zanimiva ideja, posebej v duhu bolonskega procesa, ki ga po celi Evropi z figo v žepu sprejemamo. Vsi se ga branimo, na nek način govorimo, da koliko je fajn, ko ga treba vpeljati, se ga vse tradicionalne in starejše univerze branijo ali pa iščejo poti naokoli, kako bi zaobšli bistvo bolonskega procesa. Se pravi, da Evropska unija bi lahko rekla, da bom pospešila bolonski proces, bom ustvarjala evropske inštitucije po raznih koncih Evrope, ki bodo pa po definiciji imele vgrajeno noter tisto, kar bolonski proces zahteva. Se pravi, nove študijske programe, popolno mednarodnost profesorskega kadra in popolno odprtost za študente iz cele Evrope. Ampak, kakor jaz poznam in vem, takega projekta Evropska unija nima. Ne razmišljaš o takem projektu, ne? Ne. In predvsem je pomembno to, da se ne moramo mi, Novogoričani, odločiti, da bi imeli Evropsko univerzo, ampak je treba to na drugačnem nivoju, se odločati. Mi se lahko odločimo, kar se čmo. Ja. Samo realizirati je še treba, ne? Mi se lahko, v Novi Gorici se lahko tudi odločimo, da napademo Kitajsko, ampak najbrž ne bo šlo, ne? No, ampak to se sigurno ne bomo odločili, ne? Pa se približno isto je z drugimi stvarmi, ne? Mi včasih, bom rekel, v teh nekih razpravah, ki manjka, v katerih manjkajo strokovnjaki, ki področje poznajo, malo preveč sanjarimo. Vse sanjariti je treba, da nekaj naredite, ker za zelo smele poteze je treba sanjariti, ampak drugi pogoj je, da imate znanje, in tretji pogoj je, da imate korajžo. In pri teh projektih, ki jih jaz tukaj včasih okrog sebe vidim in opazujem, se mi zdi, da je izpolnjen samo prvi pogoj sanjarjenja, druga dva pa manjka. Nažalost. Profesor dr. Danilo Zavrtanik, vidite, kako pri nas čas hitro beži, tako da nam zmanjkuje časa, da bi kaj bolj detaljno govorila o novo nastajajoči, pa zdaj v univerzi v Novi Gorici oziroma v Politehniki. O tem bomo govorili jeseni. Moram vam pa povedati, da sem malo pobrskala o vas v internetu, kjer je zelo skopi podatki so, vendar pa sem dobila podatek, da imate v kratkem rojstni dan. Zato naj bo ta intervju naše darilo vam za rojstni dan in seveda sprejmite iskrene čestitke našega kolektiva. Najlepša hvala. Želim vam še veliko uspehov. Verjetno ste zelo zadovoljni s tem projektom Politehnike. Lepo se razvija in seveda, da bi bilo še čim več razvoja in uspehov na vaši Politehniki in seveda vašega osebnega tudi. Hvala lepa. Hvala lepa, ker ste bil naš gost. Vidimo se ponovno jeseni. Lepo pozdravljeni pa tudi vi, spoštovani gledalci in cenjene gledalke. Lep pozdrav.